Gospod predsednik, dragi predstavniki slovenskih ministrstev in oblasti, dragi zadružniki, kmetovalci, gospe in gospodje, rad bi se zahvalil za povabilo. Povabili ste me kot novega predsednika Kogeke na vaš kongres. S tem imam priložnost, da z vami podelim nekaj svojih misli o tem, kaj sem počel prej in kaj počnemo zdaj. Prihajam iz južne Švedske. Deloval sem na področju mlečne proizvodnje in gozdarstva. Na Švedskem so zadruge tudi zelo popularne. Sem bivši predsednik združenja. Kakšna naj bi bila vloga zadrug v Evropski uniji, kmetijskih zadrug? O tem se z veseljem pogovarjam z vami in z vami delim svoje misli. Kot smo danes že slišali, se soočamo s ključnimi trenutki. Dva glavna razloga obstajata za to. Prvi so pogoji na trgu, s katerimi se soočajo evropski kmetje, nizke cene, zelo nizke cene, na drugi strani pa imamo tudi ruski embargo. Prav tako se zavedam, da so slovenski kmetovalci v zelo težkem položaju. Kmetje in kmetijske zadruge po vsej Evropski uniji se soočajo s težavami glede gotovinskega toka, nekateri celo prenehajo s svojimi aktivnostmi. 500 milijonov evrov je bil vreden sveženj, ki so ga predstavili septembra lani. To je bilo dobrodošlo, vendar ne dovolj glede na res kritično situacijo. Več kot polovica od 420 milijonov evrov nujne pomoči kmetje še niso dobili. Kogeka izvaja pritisk na Evropsko komisijo, želimo, da se ponovno odpre ruski trg. Pomemben je tudi transpacifiško partnerstvo. To je zelo pomembno, kajti s tem smo dali večjo priložnost našim konkurentom. Zato želimo pospešiti in pritiskamo na Evropsko komisijo, naj pospeši dogovore z Japonsko. Skupna kmetijska politika mora zagotoviti učinkovita orodja, zato da bomo bolje obvladovali trg. Evropska politika mora zagotoviti to, da ne bo prihajalo do nepoštenih praks znotraj te prehrambene verige. Ne želimo, da trgovci pritiskajo na kmetovalce, ki morajo biti deležni večje donosnosti. Stroški inputov bi se lahko znižali, če bi odstranili uvozne dajatve. Prav tako potrebujemo več ugodnejših posojil za naložbe, in sicer naj bi jih zagotovila Evropska investicijska banka. Prav tako pa je treba prilagoditi zgornjo mejo za pomoč de minimis. Drugi razlog pa je v tem, da smo praktično ravnokar začeli z izvajanjem reforme skupne kmetijske politike, ki vključuje močnejšo vlogo zadrug in organizacij proizvajalcev na vseh sektorjih proizvodnje. Ti ključni pogoji vodijo v razumevanje, da potrebujemo močne zadruge, kar bo najbolj koristno orodje v rokah kmetov. Kmetijske zadruge podpirajo različne gospodarske aktivnosti na področju kmetijstva. V tem kontekstu sem zelo vesel, da imam danes priložnost, ki mi je podana kot predsedniku, da lahko odigram trenutno
vlogo na področju delovanja zadrug v Evropski uniji. In na tak način seveda delujemo v interesu evropskih kmetov. Zdaj pa dovolite, da na kratko predstavim še nekaj osnovnih informacij, ki se nanašajo na ekonomski uspeh kmetijskih zadrug v Evropski uniji. Zadruge seveda prispevajo k razvoju podeželja v Evropski uniji in prispevajo k gospodarski rasti in zaposlovanju na trajnostni način. Danes vam želim pokazati nekaj podatkov, ki izhajajo iz najnovejšega poročila o razvoju kmetijskih zadrug. V Evropski uniji je skupno število kmetijskih zadrug blizu 22.000. Skupno število članov pa dosega več kot 6 milijonov kmetov. Skupni promet je približno 350 milijard evrov, ohranjamo pa tudi močen tržni položaj v prehranski verigi Evrope. Prav tako zadruge močno prispevajo k gospodarstvenemu sektorju na kmetijskih območjih, kajti zaposlujejo, neposredno zaposlujejo kar 600 tisoč ljudi. Najbolj osupljivo dejstvo pa je, da vse zadruge po vsej Evropski uniji kažejo, kako zelo vzdržljive so bile in se obdržale tudi v času recesije. To je zelo jasno, ko vidimo, da so zadruge iz leta v leto povečevale svojo prodajo, ne le v zadnjih 3 letih, ampak tudi v celotnem zadnjem desetletju. Zadruge kažejo še boljši gospodarski uspeh takrat, ko so poslovno usmerjene, ko imajo dinamične poslovne strategije in ko se osredotočajo na aktivnosti z dodano vrednostjo. To pa jim uspe z naložbami v prehransko verigo, kot tudi v predelavo in trženje. Zdaj pa vidimo, da je majhno število zadrug okrepilo svoj obseg za kar nekaj milijard evrov prodaje. A vendarle ne pozabimo, da vendarle velika večina, več kot 90% vseh od 22.000 kmetijskih zadrug v Evropski uniji predstavljajo mala in srednja podjetja. Ko pogledamo konkurenčnost kmetijskih zadrug, je glavna poslovna strategija rast obsega. To pa jim uspeva s postopno rastjo na trgu, postopno rastjo prodaje in tudi preko prevzemov in združevanj. Vendarle pa ne moramo razmišljati, kot da so vse zadruge po Evropski uniji enake. Seveda smo priča različnim oblikam, strukturam in uspehom različnih držav članic. Tržni delež kmetijskih zadrug se razlikuje po Evropski uniji. Pri državah srednje in severne Evrope, kot so recimo Finska, Švedska, Danska, Nizozemska, Francija in Irska, pa tudi Slovenija, delež zadrug dosega več kot 50%. Bolj na jugu Evrope, v državah kot so Italija, Španija in Portugalska, je tržni delež kmetijskih zadrug med 25 in 50%. Zadruge imajo tudi različne ekonomske kazalce uspešnosti po Evropski uniji. To pa lahko vidimo s podatki za promet po posamezni zadrugi in tudi po posameznem članu v različnih državah. Naše najnovejše poročilo namreč kaže, da je promet na zadrugo 893 milijonov evrov na Danskem, denimo, medtem ko pa je povprečna prodaja v Sloveniji za zadrugo blizu 2 milijonov evrov. Če pa pogledamo promet po posameznem članu zadruge v teh dveh državah, pa vidimo, da na Danskem to število dosega 547 tisoč evrov prometa na člana,
medtem ko v Sloveniji beležite 43 000 evrov prometa na člana zadruge. Da bi vam postregel še z bolj popolno sliko, je povprečje v Evropski uniji 16 milijonov evrov na zadrugo in 56 000 evrov na člana. V tem kontekstu dovolite, da vam na kratko pokažem še sliko, s katero se bom približal v letu 2020. Tu je slika skupine Latman, katere član sem. Sem tudi član uprave te skupine. Tu vidite kmeta, vidimo, kaj vse kmet dobi. Semena, ovozne, surovine, stroje, nasvete, analizo tveganja in seveda krmo. Od kmeta pa odkupimo torej kdo vse odkupuje? Mlini, pekarne, trgovci z žitom, nadalje vidimo tudi etanol, pa vse tisto, kar lahko kmet proda. To je slika naše strategije za leto 2020. Ta strategija ima vedno v središču kmeta. Bistven element naše strategije pa je vrednostna veriga, ki mora vključevati vse elemente. Cilj pa je omogočiti nadaljnji razvoj poslovanja in partnerstvo s kmetom, da se lahko ustvari vrednost za žito, recimo v tem primeru na ekranu. V Skandinaviji in Nemčiji razvijamo to področje zelo obsežno poslovanje, s katerim želimo povezati celotno verigo, je izrednega pomena. To pa je zdaj še ena ponazoritev, kako lahko ustvarimo profit. Stabilne dividende skozi čas so zapisane na prvem mestu, prav tako pa so pomembne investicije. 100% dobička iz agriposlovanja se spet namreč vrača na kmetijo oziroma k članom. Saj gre za isto stvar. Kmet ali član, to pomeni enako. 40% preostalega dobička po plačilu davkov pa se podeli v obliki dividend. In tudi to je ena dodatna oblika pomoči. 40% po poplačilu davkov torej spet pride nazaj k lastniku. In takole lahko pogledamo, kako izgleda celotna slika. Na levi strani imamo agribiznis, torej kmetijsko poslovanje v Baltski regiji. 60 milijonov žit, denimo, je izhodiščna točka. To je začetek in toliko žita, denimo, smo proizvedli v Baltski regiji, potem pa vidimo Poljsko, Nemčijo, kamor to žito potuje. Na Poljskem in v Nemčiji sodelujemo z DLG, to je še ena zadruga iz Nizozemske. To je torej zdaj prva stopnja predelave za etanol, tu imamo tudi pekarne. Potem pa na koncu, na tretji puščici piše mednarodni trg, denimo. Prodajamo v Moskvo, tam imamo obrat, potem nadalje naj omenim obrat v Združenem kraljestvu, kjer izdelujejo dansko pecivo in druge slastne dobrote. Tu je torej celoten krog. Prav tako imamo svoj obrat, kjer proizvajamo dansko pecivo za ameriške ladje. To so tiste ladje, ki imajo zelo zahtevne goste na Karibskih otokih in tam je zelo zanimivo, koliko tega slastnega danskega peciva gostje pojedo. Zdaj pa poglejmo, kako
V Evropski uniji lahko vidimo različne strukture zadrug med posameznimi državami članicami. Na tej točki vam želim podati nekaj informacij o zakonodaji na tem področju, vključno s financami, obdavčitvijo in upravljanjem zadrugami. Zakonodaja se zelo razlikuje med posameznimi državami članicami Evropske unije. V nekaterih državah je zakonodaja zelo stroga, medtem ko je v drugih dosti bolj fleksibilna in ohlapna. V drugem primeru zadruge morajo spoštovati le splošno zakonodajo na gospodarskem področju. V nekaterih državah so zadruge obdavčene tako kot druga podjetja, ponekod drugod pa je seveda obdavčevanje dvojno. V določenih državah članicah nacionalna zakonodaja omogoča manjše davke za kmetijske zadruge. V večini državah, kot je tudi v Sloveniji, pa kmetijske zadruge plačujejo splošen znesek davkov, tako kot druge entitete. Zdaj pa aktivnosti naše organizacije KOGEK, da bi podprle delovanje zadrug v osrednji in vzhodni evropskih državah, ki so se pridružile Evropski uniji leta 2004 in kasneje ali pa kasneje, zadruge niso tako dobro razvite in je njihov delež na dotičnih trgih nižji. Iz tega razloga so zadruge nekoliko šibkejše in pod močnejšim konkurenčnim pritiskom v prehranski verigi. Da bi poiskali rešitev za ta problem, je KOGEK prisluhnila svojim članom in jim pomaga, da bi razvili v okviru nove kmetijske politike orodja, da bi premostili te vrzeli. V zadnjih mesecih smo namreč sodelovali z mnogimi člani iz Estonije, Grčije, Češke republike, Poljske, promoviramo nova orodja skupne kmetijske politike na področju delovanja kmetijskih zadrug in organizacij proizvajalcev. Prav tako pripravljamo skupne aktivnosti s kolegi iz Madžarske, Litve, Češke republike in Cipra. Te razprave vključujejo kmete, pa tudi vodje in predstavnike vlad, da bi skupaj lahko izmenjali izkušnje in učinkovito informirali zadruge iz različnih evropskih držav. Kajti ti novi ukrepi vam lahko omogočijo finančno podporo, da lahko začnete ustanavljati nove organizacije proizvajalcev. Finance so na voljo za ustanovitev novih tovrstnih organizacij v povezavi z drugimi partnerji v prehranski dobavni verigi. Cilj je namreč osredotočiti našo proizvodnjo, zato da bi lahko okrepili pogajalsko izhodišče proizvajalcev. Naslednji cilj pa je razviti nove aktivnosti in okrepiti dodano vrednost v verigi. Na ta način bodo kmetje namreč dobili večji delež dodane vrednosti. Ti cilji so izredno pomembni za izvajanje dolgoročne strategije evropskih kmetijskih zadrug. To bo izboljšalo tudi ekonomsko uspešnost. Zadruge bodo bolj konkurenčne v prehranski verigi. Njihovi člani, kmetje, bodo tako lahko dosegali boljše cene. KOGEK promovira poslovno osredotočenost kmetijskih zadrug. Razložiti pa želim, kako lahko zadruge Evropske unije, kmetijske zadruge, podprejo pametno, vključujočo in trajnostno rast v Evropski uniji, kot jo določa strategija za leto 2020. Kmetijske zadruge namreč stremijo k rasti, ampak prav tako veliko napora vlagajo v naložbe in inovativnost. Sposobnost zadrug za inovativnost je tisto, zaradi česar iščejo nove rešitve. In mislim, da moramo tudi v zadrugah dosti bolj vlagati v nove proizvode, zato da bomo lahko se bojevali ob bok z močjo, ki je v rokah trgovcev. Da bi podprli inovacije, je KOGEK leta 2009 začela podeljevati Evropsko nagrado za zadružno inovativnost.
Zadruge so jo dobile za najboljšo prakso. Primer, zadnja nagrada je šla v roke francoske žitne zadruge Dijon Cereal za nov sistem obdelave, ki prinaša večjo dodano vrednost. Prav tako je prejemnik te nagrade španska sadjarska zadruga, ki je vzpostavila nov sistem upravljanja vode. Nagrado pa je prejela tudi živinorejska zadruga. Evropska nagrada za zadružno inovativnost se je izkazala kot močna podpora inovativni dejavnosti. Pripravljamo se že za novo podelitev te nagrade, ki bo potekala naslednje leto. Ne osredotočamo se le na inovacije, ampak tudi na odličnost in druge dosežke, kot tudi zadružno podjetništvo. Socialno podjetništvo je torej zelo pomembna komponenta. To je bilo danes dopoldne že poudarjeno. Pa naj se vrnem k strategijam zadrug. Pomembno je, da kmetje lahko še vedno vlagajo. Kmetje vlagajo v zadrugo, zato da pridobijo dobro poslovno strategijo. To pa je nujno zato, da rastejo in da se podpira inovativnost. Prav tako bi vam rad ponazoril s primerom, kako Kogeka podpira poslovno usredotočenost zadrug. Leta 2008 smo imeli poseben predsedniški poslovni forum. Na te dogodke smo povabili izvršne direktorje in izvoljene predstavnike vodilnih zadrug iz različnih sektorjev. To smo naredili za sektorje mesa, sadja in zelenjave, žita, vino, mleko in pa sektor, ki dobavlja potrebne surovine kmetijam. Obravnavali smo različna vprašanja, kot so poslovne strategije, internacionalizacija, inovacije in pa upravljanje. Na naslednjem forumu se bomo pogovarjali o poslovni strategiji mlečnih zadrug. Ta forum bo potekal junija letos v Bruslu in tja ste vabljeni. Zadruge kažejo, da so še močnejše, če omogočajo kmetom, da združijo sile, da znajo vložiti svoj kapital in s tem povečujejo obseg svoje proizvodnje. Zato pozdravljamo pobudo predsednika Evropske komisije, ki želi na ta način izboljšati dostop do kapitala za naložbe. Prav tako je močan interes za to, da bi lahko koristili podporo, ki jo zagotavlja Evropski sklad za strateške naložbe. Kosega seveda lobira v Evropski komisiji, zato da bi prehranska veriga delovala v prid kmetom. In prav zato je delovanje prehranske verige področje, ki je temeljnega pomena za evropske zadruge. Potrebno je zagotoviti, da bo ta prehranska veriga delovala bolj uravnoteženo za vse vključene. Kogeka je skupaj z organizacijo evropskih kmetov, KOPO, zelo intenzivno delala v okviru foruma na visoki ravni. Dobili smo nov mandat do leta 2019.
Kogeka sodeluje pri tem, njen podpredsednik, gospod Parolas, je iz Grčije. Glavni cilj tega foruma na visoki ravni pa je zagotoviti, da bodo zadruge uživale boljši položaj v tej prehranski verigi. In še na koncu naj zaključim svojo predstavitev. Skupno delo se res pozna in tu lahko nekaj spremenimo. Lani smo se srečali z delegacijo iz ZDA, tudi tam sodelujejo in le če sodelujejo, so lahko uspešni. Mi smo kmetje in včasih se zavedamo, da je težko sodelovati z drugimi, kot tudi z drugimi partnerji v okviru te prehranske verige. Prav tako pa razumemo, da je nujno delati skupaj na tem kompleksnem trgu in v težkih političnih pogojih. Zato si želimo več priložnosti za naše kmete in njihove družine. Zato bi rad spodbudil vse kmete, da sodelujejo, kjer je to mogoče, da sodelujejo z vladami in politiki in da izkoristijo vsa orodja, ki so na voljo. Kar nekaj primerov organizacij proizvajalcev je, ki lahko potrdijo, da je sodelovanje možno tudi s trgovci. Na trgovce ne smemo gledati le kot sovražnika. Trgovec je tisti, ki omogoči, da naši produkti pridejo do potrošnikov. In kar nekaj primerov lepega sodelovanja že imamo. Sodelovanja med kmeti in trgovci. Prepričan sem, da vsi želimo podpreti naše kmete in izkoristiti prav vsako priložnost za nadaljni razvoj zadrug. Slovenski kmetje in zadruge, kot tudi Kogeka, imamo skupne cilje za naš sektor. To je sektor, ki zagotavlja visoko kakovostno in varno hrano ob polnem spoštovanju okolja in družbe. In to vedo tudi potrošniki. Potrošniki si želijo kakovostno in varno hrano. In tudi to je treba počrtati. Mi vse to počnemo ob dolžnem spoštovanju okolja in družbe. Še enkrat bi se rad zahvalil za vaše povabilo na današnji dogodek. Veselim se nadaljnega sodelovanja na vašem kongresu v razpravah. Rad bi se zahvalil Petru Vrisku, pogrešamo vas v Bruslu. In seveda vam želim uspešen dvodnevni kongres tukaj v Portorožu.